Izobraževanje za poklic slaščičarja traja 3 leta. Izobražujemo ga pa po prenovljenih, posodobljenih, modularno zasnovanih programih. Ti prenovljeni programi pravzaprav omogočajo, da bodoči slaščičarji dobijo res tista prava uporabna znanja, ki jih potrebujejo za to, da bodo lahko kakovostno opravljali svoje delo v prihodnosti. V bistvu pridobijo tista osnovna splošna znanja, pridobijo temeljna strokovna znanja, pridobijo pa tudi specialna znanja iz slaščičarske stroke. Recimo glede na svoje potrebe, želje, interese ali pa tudi potrebe delodajalca se lahko specializirajo za posamezno področje slaščičarstva. Mislim na sladoledarstvo, na lectarstvo, recimo za izdelavo čokolade in bombonov, skratka specializirati se za neko področje. Na živilski šoli Maribor že učenci 50 let pridobivajo znanja v slaščičarskem poklicu in moram priznati, da znanja zajemajo vsa področja, ki jih slaščičarstvo naj bi vsebovalo. V ta namen imamo zadnjih 10 let prekrasne učne delavnice, kjer lahko združimo teorijo in praktični pouk. Najpomembnejša znanja so znanja o surovinah, materialih, ki jih slaščičar uporablja. Vemo, da so pravzaprav to nauk o slaščičarstvu in je pravzaprav vso znanje začne tukaj. Naslednje, kar mora dijak poznati, je poznavanje pripomočkov, orodja in pripomočkov, ki so za slaščičarstvo profesionalni, posebni. Naslednje, kar mora učenec vedeti, je, da znate pripomočke pripraviti, zna brati recepturo, zna preračunavati recepturo, naslednje je, zna pripraviti surovine in materiale, zna jih obdelovati, naslednje zna pripraviti polizdelke, to so testa, mase, nadeve, polnila, prevleke in pa okrasni materiali. To so polizdelki, ki so bistvenega pomena, njihova kvaliteta se odraža v kvaliteti končnega izdelka. Nadalje pozna postopke oblikovanja, tehnike oblikovanja, trajnega peciva, svežega polnjenega peciva, poltrajnega peciva, pozna tehnike oblikovanja dekoracije in pa pozna tehnike krašenja. Nadalje učenec zna delati s stroji in napravami, pozna osnove varstva pri delu, zdravstveno varstvo, potem pozna sanitarne norme, pridobi tudi znanja iz splošnih predmetov, slovenščina, matematika in ostali splošni predmeti, ter znanja iz strokovno-teoretičnih predmetov, ki pa se po novem programu zelo povezujejo s praktičnim. Če je navjena, pomeni, da je treba potem malo odbiti, je gladka, je ravna? Je to ni, ne? Dobar dan! Povejte mi, punce, kaj počnete? Sprobavamo torto. Aha. Kaj pa imate, recimo, za primer? Primer je sahar torta. Sahar torta? Ja. Marelična marmelada? Ja. Kaj pa je pomembno pri torti? Ja, da mora biti v redu polnjena, pa marelična marmelada mora biti, pa obliv, čokoladen. Še kaj? Biskvit, mehek, ja, namočen? Ja, mehek, sočen. A je že kdo vmešal, kdaj sal? Ne, jaz ne. Ti? Ne. Kaj vam je na vaši šoli najbolj všeč? Pa meni? Vse. Vse? Vse. Kak predmetni imate? Naprimer, kaj je pri praksi najbolj pestro početi? Kruh, mesiti, peči? Torte delati. Torte delati. Ja. Ti boš slaščičar? Ja. Imate doma podjetje? Ne. Ne. Kje se boš zaposlil? Ne vem vse. Ne veš, ja? Imaš še čas. Ja. Veliko tort narediš. Pa ti? Ja, pa tudi tako razmišljam še dalje iti v šolo delati. Kaj bo šel pa naprej delati? Tu naredim 3-letno živilsko, pol pa na +2 na gostinsko. Za poklic slaščičar se dijaki lahko odločijo po končani osnovni šoli. Svoje usposabljanje nadaljujejo na srednjih strokovnih živilskih šolah, ki so locirane širom po Sloveniji. Tukaj je treba poudariti, da za ta poklic potrebujejo nekaj dodatnih veščin, predvsem s področja higiene živil,
ker imajo opravka z občutljivimi živilskimi izdelki, kjer je zahtevan tudi višji higienski standard pri sami proizvodnji. Svoj praktični del nadgrajujejo potem tudi nadalje v živilskih podjetjih. Draga babica, ob tvojem jubileju ti želiva vse najboljše in da bi se še dolga leta zdrava in vesela uživala, sladkala s sladkostmi tega življenja. Wow. Sladkala s sladkostmi Tega življenja. Še kaj? Ja, pa za peti bomo mogla nekaj. Ne, še to. PS, naslednje leto bova torto spekla sama. Kaj bo pa zapela? Zakrivljeno palico v roki. Ja, zapela bova vse najboljše za te, ne? Vse najboljše za ti, vse najboljše za ti, vse najboljše, draga babi, vse najboljše za ti.